Kakšen dan ali dva nazaj sem na X-u, Twitterju, delil novico, ki me je iritirala, ker imam neko razsodno moč, pa sem rekel, tole pa moram malo pokomentirati. Namreč dijaki druge mariborske gimnazije so zapustili neko debatno tekmovanje v Zagrebu, ker je bila tema, ne vem, zanje nesprejemljiva. Pa še tako, niso dobili opcije, da zagovarjajo Izrael v izraelsko-palestinski vojni, pač pa je bila zgolj opcija, da to dobijo. In ker niso hoteli priti v to situacijo, so zapustili tekmovanje. Zame je to en velik paradoks, namreč spomnim se, na teh nekih mojih podiplomskih študijih, mislim na drugem ali tretjem, sem poslušal Rastka Močnika, kako je govoril ravno o teh agonskih, se pravi tekmovalnih, retoričnih dvobojih v stari Grčiji, kako so včasih se prerekali, izpostavljali svoja stališča, jih branili tudi paradoksalna. Stališča so branili pred občinstvom in poželjeli aplavz in tudi slavo, če so zmagali na teh tekmovanjih. Jaz točno spomnim. In potem je še argumentiral pač poanto, da so že stari Grki vedeli, da je resnica subjektivna, da je proizvod subjekta, to, kar je pozneje Kant ustoličil v filozofiji. Se pravi, da ne moramo držati resnice za roge, ampak da je resnica proizvod subjekta. Platon je bil tisti čas malce skeptičen do teh retoričnih dvobojev, ker je rekel, da ne bi smelo biti bistvo, kdo zmaga v retoričnem dvoboju, ampak resnica. Tukaj je Platonu malo zdrsnilo. Tukaj bi se s Kantom fejsto sekala. Kant bi pa rekel, sej resnica je subjektivna. To je ta kopernikanski obrat v filozofiji, torej da ne obstaja neke absolutne resnice, ampak da subjekt proizvaja lastne resnice. Zato je z filozofskega vidika za te mladce in mladenke tako tekmovanje en dober izziv, zelo poučno. Poučna je sama paradigma. Ko so mladci izpostavljeni enemu paradoksu, ko recimo morajo zagovarjati pravico žensk do splava ali pa prepoved splava. Recimo jaz bi se znašel zelo dobro, ko bi utemeljeval pravico žensk do splava, to je moje mnenje, ampak če bi pa izvlekel, recimo, da moram biti pa proti splavu, bi se pa tudi znašel. Ali pa, ne vem, neka debata na X je bila tudi, kako je mogoče Hitlerja zagovarjati v teh retoričnih dvobojih, oziroma nacizem, pa Tretji rajh. Ja, kak neonacist bi to z lahkoto naredil, ali pa kakšen tale Breivik norveški, ki je bil nek neonacist. Vse je mogoče, ker človek subjektiven v teh presojanjih. Potem je nekdo izpostavil, kaj če bilo treba pedofilijo zagovarjati. Še večji absurd. Ampak glejte, na Nizozemsko oziroma države Beneluxa imajo tam politično stranko pedofilov. Pa tudi Amerika, mislim, tam ena država Massachusetts, ima to neko pedofilsko navezo in oni zagovarjajo pravico pedofilov do seksa z otroci. Se pravi, bi se čisto znašli v teh retoričnih dvobojih. Jaz se ne bi znašel, oziroma znašel bi se že, jaz bi razložil, odkje je pedofilija, ampak ne bi jo pa zagovarjal, ker je dejansko škodljiva, ampak bi pa razlagal, zakaj si nekateri pedofili ne morejo pomagati, da so ukleščeni v to paradigmo, da jih je treba si sankcionirati, pa imeti pod kontrolo, pa tako naprej. Ampak fora teh agonskih, se pravi starogrških tekmovanj v retoriki je bila prav, bi rekel, filozofske narave. Modreci, filozofi so to zagovarjali, torej Platon ne, Aristotel je pa nek priročnik
napisal, ne vem, kako se že imenujejo, glih retorika, ne priročnik, neko delo, neko knjigo je napisal na to temo, ki je teorijo sistematiziral. Skratka, novica, če se zdaj vrnem na ta Zagreb, pa ta zdrs, ne, filozofski zdrs, predvsem te filozofinje Dore Lenart, to je učiteljica, profesorica filozofije, ki je očitno bila v ozadju tega umika. Zdaj, tale ženska nima razsodne moči, to lahko rečem. Tega si kot filozofija ne bi smela privoščiti. In tudi ravnatelj, kaj že, ten Marko Jagodič, je pa stopil na njeno stran. On bi moral reči, zdaj pa tako, tale naša kolegica je po našem mnenju, po številnih konzultacijah tudi z ministrstvom in moral bi se konzultirati z ministrstvom, naredila napako, da je povlekla ekipo iz tekmovanja, ker jim je pa dobro kazali, so tam prišli že zelo visoko, se borili za finale in potem so se umaknili, ker bi bila opcija, da bi zagovarjali nastanek države Izrael, zgolj nastanek. V tem paketu pa verjetno tudi pač to palestinsko-izraelsko vojno, ki že traja, ampak kako se je pa začela z napadom Palestincev na izraelske civiliste, ne? Mislim, ne vem, kako bi zdaj oni, kakorkoli že. Se pravi, novica je tale, na MMC je pisali, mariborski dijaki v Zagrebu zapustili debatno tekmovanje, ker bi morali zagovarjati stališče Izraela, se pravi, zagovarjati Izrael, ampak opcija bi, da si jim bi to lahko zgodilo. Mislim pa, da niso bili glih v poziciji, da so bili že izžrebani, da zagovarjajo Izrael. Zdaj, po mojem videnju, te strašanska filozofska napaka, da so se umaknili. Kaj še pa je tale ravnatelj je naredil napako, ker je rekel, da se odrečeš odlični uvrstitvi, je zelo pogumno, ne? Ker bi lahko prišli v finale, pa celo zmagovalci tega retoričnega debatnega tekmovanja bi lahko bili in so se umaknili. Pa ta umik je, ne da ni športen, ne? Ker ne smemo pozabiti, da so naše odbojkarice premagale izraelske odbojkarice, po tekmi pa jim niso želeli čestitati oziroma se rokovati z njimi. To je tudi popolnoma bilo nešportno. Ampak to, da ravnatelj stopi na stran dijakov, on bi moral reči, da je tole pa dvorezno, da so manj zeleni, nezreli in bi moral, rekel, če bi bil jaz ravnatelj, pa se pač filozofsko dosti dobro znajdem, ne, imam razsodno moč, bi tolo Doro Lenart kar malo privil, oziroma bi navil ušesa, ne javno, v javnosti bi pa vendarle rekel, da po nekih konzultacijah z ministrstvom pa s filozofi je bil to zdrs. Ne, to ni bilo prav. Ker debatna tekmovanja so namenjena natančno temu, da se dokaže, da je resnica subjektivna. Proizvod subjekta, ne, kantovsko obeležje ima debatno tekmovanje. In Slovenija je močno v debatnih tekmovanjih, jaz se spomnim. Več kot 15 let nazaj, ne boste verjeli, kdo je zmagal v nekem močnem tekmovanju. Jaz se spomnim, so ga kovali v zvezde, ker je bil prolevičarski. MMC ga je koval v zvezde, Filip Dobranič Muki. To je ta aktivist, ki ima te strašanske donacije države, ne? Veste, kdo je to. Ampak spomnim se, da je takrat na enem tekmovanju zmagal, bil režimsko, se pravi levo režimsko forsiran, podpiran, kovan v zvezde in spomnim se, ta mladec nekaj v mene zapodil, ker sem bil pa bloger na MMC-ju. Je tako popušil, da glava peče, ne? Kje boš ti mlečen zobec proti vetru scal? Vodni top si inštaliri. Te neotesani zelenci, ne? Polni neke samovšečnosti. Pa je njihova izjava, tam je bil nek zelenec. Raje odidemo, kot da zagovarjamo stališče Izraela. To je neko družno mnenje teh dijakov. Verjamem, da se niso vsi strinjali.
ampak niso imeli časa za premislek, ali je to v redu ali to ni v redu. Spoštovani dijaki, vodstvo šole, spoštovana Slovenija, to ni bilo v redu. Filozofi bi se mogli, Rastko Močnik, ki je ideolog levice, ki je na strani Mihe Kordiša, bi se lahko oglasil pa rekel, čakajte malo, vi pa ne kužite paradigme agonskih retoričnih dvobojev iz stare Grčije. 5000 let nazaj se je to tam dogajalo. Zakaj že? Zato, da so se tudi absurdna stališča lahko zagovarjala pred množico, množica je pa odločila z aplavzom, kdo zmaga. To je osnovna filozofska poanta teh retoričnih debatnih tekmovanj, agonov. Agon je konflikt znanih športnih iger iz tekmovanja. Se pravi, dobro je tej kazalo, tej ekipi, ampak pa so se pa tam nekaj, mogli bi, ali pozicija pa opozicija, ne, žrebano bi lahko bilo. Ampak ne vem, da ta filozofinja dvopredmetnih študij tam, kolikor vem, je študirala v Avstriji. Avstrija ima Ludvika Wittgensteina, ful močnega filozofa. V Avstriji filozofijo sicer v dvopredmetnem študiju diplomira, če ne bi bila levo politično konotirana, opredeljena, sploh ne bi dobila službe na tej drugi gimnaziji, za katero sem ve, da je proleva. Le katera ni, razen te škofijske gimnazije. Tako da tale Dora Lenart je pa rekla, zagovarjati genocid pa bi bilo nečloveško in nehumano, in dejansko so se vse slovenske ekipe odločile, da bodo v primeru, da so na strani opozicije, se pravi opozicija nekaj zagovarja, opozicija je pa kontra, da bodo tekmovanje bojkotirale. Naši dijaki so dejansko potegnili, so potegnili opozicijo in so tekmovanje morali bojkotirati. Nič jim ne bilo treba. Če bi filozofsko bili dozoreli, ne bi bojkotirali. Mi se suvamo osnovno paradigmo tekmovanj teh retoričnih, debatnih, osnovno paradigmo se suvamo, s tem se umikamo. Mislim, sploh ne razumemo poante, bi lahko kakšen mladec, ki ima razsodno moč. Sem tele dijaki še razsodne moči seveda niso imeli. Svoj cajt, čez 10 let, če bo kdo postal filozof od teh dijakov, bo pa rekel, joj, kakšno napako smo naredili. Konceptualni zdrs. In pol tale Dora pravi še, mislim, da so res pokazali človečnost na najvišji mogoči ravni. Tako, da sem na nje zelo ponosna. Ja, pa ženska nima razsodne moči. To kot filozofinja ne bi smela narediti. To je lahko tam kot sociologinja, ne pa kot filozofinja, pa psihologinja. Če pa nekdo razume filozofijo, pa pozna starogrške te agonske igre, retorične, gledališke igre, to je bilo veliko teh iger, agonskih, ne samo športne, ki so tekmovali gledališče v tragedijah, v recitaciji epov, Iliade, Odiseje, tam neko zaporedje so gledali, tekmovali so v retoriki in postali slavni, če so zmagali. In ta baba sploh ne ve, v čem je point starogrških teh retoričnih iger bil. Pa tala se pa ven meče, namesto da bi navil ušesa. Ta je tudi, bi rekel, levi aktivist. Dijaki nimajo neke politične agente. Kako jo nimajo? Ideološko so bili zmanipulirani. Na tekmovanje ne gredo, da bi ga zlorabili ali kaj podobnega. Imajo pa človečnost in zdrav razum. Ja, glih tega nimajo. Več tega bi morali imeti tudi svetovni voditelji. Ja, legaj že hlapc leve ideologije, da bo naslednji mandat. Da greš na tako tekmovanje, pa se v bistvu odrečeš odlični uvrstitvi za to, da na jasen in odločen način zastopaš svoje stališče, je pogumno in občudovanja vredno. Lega butla, lega. No, nezrelo je to. Brez razsodne moči, brez premisleka je ta ravnatelj Marko Jagodič izrekel tole izjavo je dal.
Mislim, to je falil, mislim, ne vem, kaj je to, kak matematika ali kaj. Filozof zagotovo ni. Mislim, na tak način ti levi hlapci tudi na filozofskem področju tako razmišljajo. Recimo, prej sem rekel, Močnik, se spomnim, da je na podiplomskem študiju razlagal to paradigmo. Ampak njegov tale uradni matador je pa Miha Kordiš, tudi filozof. Ne, ta bi tudi verjetno kaj tazga naredil. Ampak on je ideološki vojak, ker je politik. Ne. Se pravi, ta gesta dijakov je bila politično korektna z vidika leve politike. V resnici je bila pa en velik moralni, filozofski zdrs. Ne. Ker če bi dal zdaj pa, poznam nekoga mladega filozofa oziroma teologije, Nec Krevs. Tega sem jaz poslušal, ki je imel predavanje o Izraelu. Ne. Ta je pa povedal par stvari takih, ki so drugim neznanka. Če bi ta se udeležil retoričnega dvoboja, pa da bi branil Izrael, ta bi požrl vse skozi vred. Tako prepričljivo je svoj čas govoril. Jaz recimo bi znal govoriti proizraelsko in propalestinsko. Če bi bil jaz povabljen tam, da se malo pripravim, pa zagovarjam eno ali pa drugo stališče. Ampak tako, da en ravnatelj, pa ena filozofija tako zdrs naredita, pa zapeljete neke dijake v neko smer, ki je popolnoma preko filozofskega vidika absurdna. Mislim, to je pa komentarja vredno. In zdaj, ne vem, jaz sem si tle neke oporne točke delal, ampak ne vem, če bi jaz bi še tle razlagal, ne, kako je bilo 3-4 vrste retoričnih dvobojev je bil. Tudi gledališka, Epe so recitirali, kot sem rekel, pa politična stališča, ne, tako rekoč sodne pravde. Mi poznamo Sokratove apologije, kako je svojo logiko uveljavljal, ki je bila absurdna. Njegovi pristaši so rekli, spremeni to logiko. Ne bom. Ne. On je svojo logiko v tistih apologijah, zagovorih pred tistim demosom, ali kaj že imel, konsistentni bil, ampak on je zgubil pol življenje, ne, Sokratove, znamenite Sokratove apologije. Ne. In danes bi na teh, sej nismo na sodiščih, ampak ko gledamo recimo v ameriških filmih, pred poroto pride odvetnik z retoričnim monologom, z neko odličnostjo, premaga nasprotnika in zmaga. In lahko njegov klient zaradi njegovega zagovora postane, torej ni obsojen. Pa bi gledal z nekega drugega vidika, pa rekel, pa ta je jasno, da je ta kriv. Ampak fenomen dobrega retoričnega govora na sodnijah se navezuje točno na to starogrško paradigmo teh tekmovanj. In so imeli že modreci, politiki, v stari Grčiji medsebojne dvoboje, ravno politične, v Atenah. Jaz bom imel čez 14 dni, čez 3 tedne, sodišče. Mislim, jaz se bom sam zagovarjal, jaz bom tako lupil tam, a veste, kaj je pa paradoks? Da ne pustijo javnosti, da bi slišala, kako bom jaz tega odvetnika od Katarine Keček v lupu. Ne? Ok, pustimo zdaj, kaj imam z Urško. Ampak, ok, na sodiščih se zdaj te retorične vratolomije dogajajo, ko tam zagovarjaš nekaj. Stara Grčija je bila pa pionirska na tem področju. In ti mariborski filozofinja so zatajili, se osmešili. Mislim, prav osmešili so se. Ne vem, ko bi še rekel. Glupi so, ko moški spolni organ. To je velik zdrs, sramota za slovensko filozofijo, ampak sreča je, da je ta Dora diplomirala v Avstriji. Evo, tole sem moral posnet. 20 minut, take it or leave it. Tole je bil ta dvoboj. Zdaj se pa najde nekdo, ki pa zagovarja te dijake. Jaz sem pa bil pa proti tem dijakom. Ne? To je ta neka pluralnost, zdaj v retoričnem dvoboju z drugim mnenjem je zdal tole vse od sebe. Še enkrat, take it or leave it. 20 minut.
Čau, Miki.